V splošni bolnišnici Celje iščejo izvajalca del za izgradnjo prve etape. Prenova vrtca Frankolovo, največja vojniška naložba letošnjega leta. Osnovnošolci na Celjskem letos zbrali že 50 ton papirja več kot lani. Celjani nesrečno izgubili v Flensburgu. Domen Makut se je vrnil po poškodbi. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Splošna bolnišnica Celje je objavila javno naročilo za izgradnjo prve etape nadomestne novogradnje. Odpiranje prispelih ponudb bo v začetku aprila, izbrani ponudnik pa bo moral z deli zaključiti v roku 847 dni od podpisa pogodbe. S trenutno objavljenim javnim naročilom Celjska bolnišnica išče izvajalca za projektiranje, gradnjo ter dobavo in montažo opreme. V okviru te etape bodo zgradili novo stavbo na prostih površinah med urgentnim centrom in najstarejšo stavbo bolnišnice, tako imenovano Gizelo. Predvidena je tudi nadgradnja 4 nadstropij nad urgentnim centrom in sicer do 3. podaljšane gradbene faze. Gradnja nadomestne novogradnje je predvidena v 4 etapah. Trenutno polovica bolnišničnih oddelkov zdravstveno dejavnost izvaja v starih stavbah, najstarejša med njimi je iz leta 1887. V občini Vojnik so v lanskem letu začeli in ga tudi dokončali enega največjih projektov zadnjih let, gradnjo večstanovanjskega objekta v Novi Cerkvi. V letošnjem letu pa bo njihov največji zalogaj prenova oziroma nov vrtec na Frankolovem. Največja investicija, okoli 600 tisoč evrov, je bila končana gradnja večstanovanjskega objekta v Novi Cerkvi. Tam smo proti koncu leta tudi že vselili stanovalce. Skupaj smo investicijo izvajali tudi z stanovanjskim skladom, ki je odkupil 4 stanovanja. Druga investicija pa je nadgradnja čistilne naprave v Škofji vasi. Druga po velikosti je bila investicija, ki jo izvajamo skupaj z občino Celje, nadgradnja čistilne naprave v Škofji vasi, ki jo tudi počasi dokončujemo. Mi smo sodelovali z 500 tisoč evri. Je pa za občino to ena ključnih investicij, ker je večino našega kanalizacijskega sistema Vojnika, Arslina in te okolice vezano na to čistilno napravo. A ob večjih investicijah so speljali tudi več manjših. Sigurno so pomembni plazovi, ki smo jih sanirali, črešnice, lipa in pa en plaz v Bavšah. Potem pomemben je tudi most, ki smo ga zgradili čez Hodinjo v Homcu. Skupaj z Direkcijo za vode smo tudi tam izvedli en del ukrepov za poplavno varnost, regulacije Hodinje. Ta zadeva skupaj je bila tudi vredna okoli 450 tisoč evrov. Potem smo pa imeli še kar nekaj teh manjših stvari. Zdaj v Frankolovem smo pomembno šli v dogradnjo tega sekundarnega sistema kanalizacije. Mi potem to združimo tudi z ureditvijo tistih cest, po katerih pač peljemo to omrežje. Drugo je tudi asfaltiranje. Vsako leto nekako naredimo en korak v tej smeri, da makadamske ceste nekako preoblečemo. 230 tisoč evrov smo za to namenili v preteklem letu. Približno 6 kilometrov makadama je postalo asfaltnih cest. Delali smo nekaj tudi na vodovodih, tako da smo končali vodovod v Razgorcah, drugo fazo in pa tudi prvo fazo vodovoda v Brcah. Kljub trudu pa se še vedno najde kar veliko projektov, ki jih je treba izpeljati, predvsem za boljšo kakovost bivanja. Dela ne bo zmanjkalo, ne. Jaz mislim, da predvsem ta infrastruktura bo vedno potrebovala neko zgodbo. Zdaj, če ni nove gradnje, so pa vzdrževalna dela. Imamo kar slabe te lokalne ceste in pa javne poti, ki so bile pred časom asfaltirane in so dotrajane, tako da tu bomo imeli v prihodnje kar nekaj stvari, ki jih bo potrebno narediti. A misli so usmerjene predvsem v nov vrtec. Tu smo v proračunu v letu 2019 zagotovili en del sredstev, ki so v letošnjem letu namenjena začetku gradnje. Zdaj lahko rečem, da imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, zdaj v tem mesecu smo to uspeli.
Prijavljamo se na sredstva Ekosklada, računamo na približno $500 000 sredstev, ki jih bomo dobili kot nepovratna za skoraj nič energetsko gradnjo objekta. Vrednost tega projekta je okoli 2 milijona evrov, bo pa nov vrtec rešil tudi težavo osnovnošolskega ogrevanja, saj bodo enote šole, vrtca in telovadnice vezane na en energent, na skupno toplotno postajo. Tudi v letošnjem šolskem letu na nekaterih šolah v regiji poteka akcija zbiranja starega odpadnega papirja. V akciji podjetja Simbio letos sodeluje 22 šol iz celjske regije. Letos so učenci pri zbiranju še posebej uspešni, saj so že doslej zbrali 50 ton več papirja kot v enakem obdobju lani. Zbiranje starega papirja je v šolah na Celjskem že več desetletna tradicija. Akcija, ki jo zdaj že nekaj časa vodi podjetje Simbio, vsako leto traja od začetka do konca šolskega leta. V povprečju letno tako zberejo preko 550 ton papirja za reciklažo. Ta akcija se nam zdi zelo pomembna, traja že več kot 20 let. Pomembna je pa tako po ekološki plati, kot tudi po humanitarni plati. Namreč z njo želimo ozaveščati mlade, da je papir zelo dragocena surovina, ki se jo da reciklirati, s tem seveda prihranijo pri ohranjanju virov, hkrati pa tudi pripomorejo k manj onesnaževanja okolja. Saj vemo, da je belilo, ki se uporablja pri proizvodnji papirja iz celuloze, iz lesa, zelo škodljiv za okolje. Hkrati pa, kot sem omenila, je tudi pomembna po humanitarni plati, saj šole ta denar, ki ga dobijo za zbran papir, namenijo za šolske sklade, iz katerih financirajo malice, potem kakšne ekskurzije, šole v naravi za otroke, ki si tega sicer ne bi mogli privoščiti. Letošnja akcija bo, če bodo učenci tako uspešno zbirali star papir kot doslej, rekordna. Stiskamo pesti, da bo presežen rekord iz leta 2010, ko so otroci ob koncu šolskega leta, to je do konca maja, zbrali kar 713 ton. Letos so namreč do 1.2. zbrali že nekaj čez 300 ton papirja, to je pa 50 ton več kot lani ob istem obdobju, tako da se nadejamo, da bo morda letos le presežen rekord, saj vemo, da je bil lani v bistvu dosežen pa drugi rekord, seveda ob koncu šolskega leta. Papir lahko učenci prinesejo v šolo ali pa ga skupaj s starši odpeljajo na zbirni center v Bukovžlak. Pri tem bi opozorila, da lahko ta papir pripeljajo po 14. uri. Naprošamo torej vse stare starše, ki vozijo ta papir, da zaradi postopka tehtanja pripeljajo papir v zbirni center v popoldanskem času po 14. uri, pa vse do večernih ur, to je do 8. ure zvečer. Letos sodeluje v akciji zbiranja papirja 22 šol iz regije. Vsako leto tiste šole, ki so zbrale največ papirja na učenca, povabimo še na zaključno prireditev in jim tam podelimo še posebne nagrade in seveda pripravimo tudi takšno zabavno prireditev, da se malo oddolžimo vsem učencem, pa tudi učiteljem, mentorjem, ki so spodbujali otroke skozi šolsko leto. Prva je trenutno osnovna šola Hudinja, sledita pa ji osnovna šola Dobrna in osnovna šola Ljubečna. Zmaga namreč tista šola, ki zbere največ papirja na učenca. V akcijo je vključenih tudi 7 vrtcev in 8 podružničnih osnovnih šol. Rokometaši Celja Pivovarne so v Evropski ligi prvakov na gostovanju pri Flensburgu nesrečno izgubili 27-26. Po večmesečni odsotnosti zaradi poškodbe se je člansko moštvo vrnil Domen Makuc. Nadarjeni 18-letni rokometaš je v Celju že 4. sezono, pogodba s klubom pa ga veže vse do leta 2022. Mladi Primorec je uvodni del sezone moral izpustiti, saj je saniral staro poškodbo. Občutki so v redu, počutim se super, sem vesel, da sem nazaj, da je to za mano in da lahko spet pomagam ekipi. Kako pa se spominja trenutkov, ko je kot golobradec prvič stopil v celjsko garderobo? Ja, že nekaj let nazaj sem se priključil članski ekipi, par let nazaj, tako da bi se rad zahvalil za topel sprejem. Fanti so me dobro sprejeli, dobro sem se ujel v ekipo in upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. Celjski rokometaši so v nedeljo v skoraj polnem Zlatorogu za gol izgubili z madžarskim Segedinom. Jaz sem vesel, da nas je cela Štajerska prišla podpret,
da smo pokazali neko spoštovanje, da nas podpirajo v dobrem in slabem. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo za nas, za gledalce, pokazali pravo borbenost in srce in nimamo se nič za očitati, ampak žal nekaj premalo športne sreče in upamo, da bo na naslednji tekmi proti Parizu boljše. Kako pa je videl sredin poraz prav tako za gol v nemškem Flensburgu? Ja, tako kot proti Piku smo imeli to priložnost, ampak žal se ni šlo. Kaj ne rečem, mogoče smo si zaprli vrata, ampak vseeno so še teoretične možnosti, dokler bomo mi to verjeli, da nam lahko uspe in že na naslednji tekmi bomo dali vse od sebe in probali dobiti te točke, ki jih potrebujemo, da se uvrstimo v naslednji krog. Bi lahko na bližnji tekmi s Parižani jeziček na tehtnici bil celjski Francoz William Acambray? Ja, upamo, da bo William v dobri dnevni formi, tako kot vsi ostali. Rabimo golmana, dobro obrambo, hiter proti napad. Pariz je pač dobra ekipa, najbogatejši klub na svetu, tako da težko bo, ampak mi se bomo borili. Seveda, kakor vidim, je že kar poln Zlatorog, tako da publika bo, mi bomo dali vse od sebe in bomo videli, kaj bo. Kakšen pa je njegov komentar dogajanja v domačem prvenstvu, kjer so Celjani izgubili s Trebnjem? Slovenska liga je postala malo močnejša, ekipe so bolj enakovredne med sabo, ampak seveda vsi pridejo na polno igrati proti Celju, v polnih zasedbah, toliko bolj motivirani, tako kot smo mi motivirani proti ekipam v Ligi prvakov. Celoten pogovor z Makucem si lahko ogledate v današnjem tretjem polčasu. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo več koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od -5 do 2, najvišje dnevne pa od 12 do 17 stopinj Celzija. V nedeljo in v ponedeljek bo sončno. Zjutraj in dopoldne se bo ponekod po nižinah, lahko tudi ob morju, zadrževala megla. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Želimo vam lep vikend, sončen bo, izkoristite ga. A bodite z nami spet v ponedeljek. Nasvidenje.